Zgodovina nas uči nekaj zelo preprostega. Pravice niso bile nikoli podarjene, bile so priborjene. Ne prek uspehov posameznic, temveč tako, da so se organizirale, povezovale in zahtevale strukturne spremembe. Ko so bile del političnega gibanja, so postale politična sila. Današnji liberalni feminizem ponuja drugačno zgodbo. Zatrjuje nam, da se lahko vsaka prebije sama. Če le sprejme pravilne odločitve, če se dovolj potrudi in če malo stisne zobe. Toda ta zgodba ignorira dejstvo, da za večino to ni izvedljivo, ker so njihove življenjske priložnosti omejene z razrednim položajem, z neplačanim delom, z razpadom javnih storitev in z naraščajočo privatizacijo reproduktivnega dela. Če želimo odpraviti dejanski izvor spolne neenakosti, potem ne moremo govoriti le o enakosti na papirju. Govoriti moramo o tem, kdo nosi breme družbene reprodukcije. Govoriti moramo o javnih vrtcih, menzah, zdravstvenem sistemu, o skrbi starejših. Govoriti moramo o podružbljanju dela, brez katerega je vsaka emancipacija zgolj začasna in omejena le na privilegirane. In tukaj pridemo do bistva. Nobena od teh sprememb se ne bo zgodila sama od sebe. Kapital se ne bo odpovedal dobičkom, država ne bo investirala v javni sektor, če je v to nihče ne prisili. Edina realistična rešitev za politične in spolne neenakosti zato ni individualni uspeh, temveč organiziranje. V političnih gibanjih, v organizacijah, v kolektivih, ki razumejo, da so razredni boj, feministični boj in boj za javne storitve ena in ista stvar. Vprašanje torej ni, ali si želimo enakosti. Vprašanje je, ali smo se zanjo pripravljene organizirati. Ker brez organiziranja ne bo podružbljanja, brez podružbljanja ne bo emancipacije in brez razrednega boja se zgodovina ne premakne.